Lepo pozdravljeni. Vračamo se s prevajalskim kotičkom, v katerem bomo sedaj gostili Anjušo Belehar, prevajalko iz ruščine in češčine, ki je prevedla roman Teorija čudnosti Pavle Horakove. Roman držim v rokah. Ta hip pa že vidim tudi Anjušo na ekranu in upam, da jo tudi vi. Živjo, Anjuša, maha nam iz Aten namreč. Torej, roman smo pravkar dobili iz knjigarne, sveže iz tiska in vam ga sedaj pokažem v tej rožnati barvi z mačjimi očmi in čudovito oblikovan in prav tako krasno preveden. Izjemno napisan, tako da še en romaneskni presežek. Sedaj pa samo preverim, če se z Anjušo slišiva, ali bo potrebno slušalke. Mislim, da bo treba. Ja, jaz slišim dokaj dobro, tako da kar se mene tiče, je v redu. Krasno. Torej, pred nami je briljantna zgodba o mladi urbani intelektualki, ki v navidezni naključjih odkriva globlji smisel in iz njih spleta duhovito teorijo čudnosti. Teorija čudnosti je zmnožek izjemnega literarnega talenta, sijajnega intelekta in nečesa, čemur bi lahko rekli ženska mistika. Pavla Horakova je redka ptica med sodobnimi češkimi pisci. Je izobražena, duhovita, prefinjena in rahlo skrivnostna. Tako kot njen novi roman, ki je bil nagrajen z nagrado Magnesia Litera in velja za najbolj presenetljivo delo češke sodobne literature, vsaj v zadnjem desetletju zagotovo. Torej, še enkrat lep pozdrav v Atene. Upam, da se dobro slišimo. Jaz imam malo eha. Anjuša, upam, da smo. Bova uredili tako, da bo vse v redu. Krasno. Torej, Anjuša, jaz imam ta roman sedaj v rokah, občutki so krasni. To je še en roman, ki je noč ugledal med dvema drugima še, prav na noč knjige. Žal mi je, da te ni zraven, da bi ga tudi ti lahko prijela v roke, ker je to vedno poseben občutek, ko pride roman še svež po tistem tiskarskem vonju iz tiskarne. Ampak upam, da bomo lahko vsaj na tale način prenesli nekaj teh lepih občutkov. Tudi tebi. Praznujemo. Anjuša, ti svojo spremno besedo pričneš z zelo vabljivim opisom Prage. Naj namreč povem, da si ti ena taka literarna domatka, literarna prevajalska nomadka. Živiš med Prago, Atenami, manevriraš takole med evropskimi prestolnicami in se z deli, ki jih prevajaš, seliš iz enega konca na drugega. Tako kot noč knjige, ki je tudi ptica selivka. In me sedaj zanima, torej ti zdaj si v Atenah, ki je mesto s svojim posebnim čarom, posebno mitologijo, ampak takšna je tudi Praga. Kaj je v bistvu tisto v Pragi, kar te tako navdihuje, da si tam našla tudi teorijo čudnosti? Težko je včasih pokazati s prstom na določene stvari, ker se zgodijo mogoče malo na čuden ali pa malo čudežen način, podobno kot je bilo to pri Zado Sabovo, literarno junakinjo teorije čudnosti. Nekatere stvari verjetno v življenju ali pa pri enih takšnih zadevah niso najbolj enostavno razložljive. Tako da
Težko rečem, kaj me je v Prago, razen mogoče pač študija, pripeljalo, me je pa tam zadržala izredna odprtost mesta, ta medkulturne povezave, ki se tam dogajajo. Praga je pravzaprav en tak mehurček, v katerem se da zelo lepo in zelo enostavno živeti, zaradi različnih razlogov, medtem ko so pač Atene neka popolnoma drugačna zgodba, mesto je manj pretočno, bolj statično, ampak tudi v njem malo bolj vre in je malo bolj glasno, tako da upam, da ta kaos okoli mene, ki se dogaja iz sosednjih teras in iz zraka, ne bo preveč zmotil najinega pogovora. No, za Prago praviš, da tisti, ki bo hodil po teh starih tlakovcih, izpod katerih brbota preteklost, kot se lepo izražiš, da naj s sabo vzame tudi roman Teorije čudnosti. In da bo temu radovednemu popotniku, navdihnjenemu popotniku služil kot odličen vodnik po mestu, svetu in njemu samem. Zakaj po mestu Pragi, zakaj po svetu in zakaj po njemu samem? Ko sem jaz začela brati ta roman, sem si predstavljala, da bi vsem tistim, ki imajo Prago radi ali pa si predstavljajo, da bi jo lahko imeli radi, dala en takšen način, kako se sprehajati skozi njo in jo podoživljati, in se mi je to zdelo. Meni je bilo recimo celo malo terapevtsko za tiste trenutke, kadar nisem v Pragi, To je ena stvar. Druga stvar je, da ob branju te knjige človek zelo hitro dobi občutek, da je glavna junakinja na zelo veliko načinov povezana oziroma podobna bralcu, Neke stvari se ponavljajo, neke stvari se izpostavljajo, za katere v bistvu nismo niti vedeli, da jih imamo v sebi, da jih čutimo, stvari, ki jih v bistvu dnevno doživljamo, ampak ne dajemo temu pozornosti, In se pravi, ta knjiga ne samo, da te povleče v svet Prage, ampak te povleče v svet, ki ga nosiš že v sebi, In to se mi je zdelo ena najbolj privlačnih stvari, v samem romanu. Saj Praga je tudi v literarnem smislu izredno navdihujoče mesto. Ne bom pozabila, ko sem bila sama v Pragi, ko vidiš te recimo predvsem mlade ljudi, redek pogled, da ima nekdo knjigo pred sabo in potem ga malo da ne skoraj povozi tramvaj, ker je tako zatopljen v sligo, v samo knjigo. Malo sem zdaj to karikirala, ampak čudovito je videti to branje, ki se odvija na ulici. In to v Pragi ni tako redek pogled. Ne, sploh ne. Praga je mesto, kjer se veliko, veliko bere. Sicer nekateri pravijo, da se bere preveč nekega šunda, ampak mene to sploh ne moti. To, da vidim ljudi, ki tako obsesivno berejo na vseh prevoznih sredstvih in peš, in je pač res lep pogled. Druga stvar je, da so knjige v Pragi oziroma na Češkem ena taka zelo dostopna dobrina. Se pravi, človek nima preveliko težav, da bi si recimo na kakšen malo slab dan privoščil knjigo, ne samo iz knjižnice, ampak da bi dejansko malo pobrskal po knjigarnah, ki jih je ogromno, veliko neodvisnih knjigarn tudi, in si izbral knjigo, ki mu v tistem trenutku pasala in zato ne bi porabil, ne vem, polovico plače, Zato se verjetno tudi več bere, o knjigah se tudi zelo veliko govori in tudi sami literarni dogodki so nekoliko drugačni, kot smo jih mogoče vajeni v Sloveniji ali pa kot sem jih tudi videla v Grčiji, So zelo sproščeni, so zelo zabavni in so res dogodek, na katerega se odpraviš, da bi se imel fajn. Krasno. Pavla Horakova je rekla, da je napisala ta roman potem, ko je ugotovila, da se svet vrti v ritmu čudežev.
sama pri sebi je v bistvu skozi več let nizala nenavadnosti življenja in jih potem izpisala v roman. Kako se ti zdi, da je ta roman postal eden izmed najvidnejših literarnih dogodkov na Češkem? Zdaj, v svoji spremni besedi, ki je odlično intonirana in ponuja en tak res izreden panoramski sprehod po praški, pa ne samo praški, tudi češki literaturi, sodobni. Kaj je v bistvu napeljalo do tega, da se je lahko rodila teorija čudnosti? Kakšna je bila situacija prej in kako je potem teorija čudnosti upadla v ta svet kot en mavrični utrinek, bi lahko rekla, ali pa nekaj zelo osvežujočega? Ja, veliko je stvari, s katerimi se Pavla Horakova oddaljuje oziroma razlikuje od neke ustaljenosti, ki je vladala na Češkem v zadnjih, lahko rečem, tudi 30 letih. Predvsem stvari, ki smo jih mogoče vajeni iz nekoliko starejše češke literature, ta češki humor, ironija in tako dalje, to je bilo potem nekje po letu 1989 porinjeno ob stran. Torej, po padcu komunizma, ne? Tako, ja. In Pavla Horakova se je nekako spet približala temu toku humoristične, recimo, ironične literature, namesto, da bi se posvečala nekim travmatičnim izkušnjam v zgodovini, brez nekega moraliziranja, temačnosti. Ona je namesto tega pač uporabila humor in ironijo. Tudi v zgradbi romana se razlikuje, veliko je variiranja, plastenja, ponavljanja, ni te klasične, trde, okostenele strukture. Vse skupaj pa v bistvu tako zapakirala v en tak neambiciozen pa neprisiljen paket. Se pravi, to iskanje velikega romana, ki se dogaja na Češkem tudi recimo v zadnjih 30 letih, kjer se pisatelji izredno trudijo, da bi napisali veliko delo, da bi v delu zaobjeli stanje družbe in nek velik problem in ga tako, razložili in opisali. Ona se v bistvu s tem ne ukvarja. Ona je absolutno neambiciozna, ko pride do tega, in ravno zato so jo kritiki potem se začeli v tem romanu spraševati, a ni mogoče ravno to veličina tega romana. So še druge stvari, ampak se mogoče o tem kasneje. Nadomestila je tudi to potrebo po družbeni analizi, oziroma ne nadomestila, to potrebo po družbeni analizi v romanih, za katero so pisatelji ponavadi izbirali neke politične romane ali pa distopične, tudi vaški roman, je ona to izrazila skozi samo zgradbo, kako je sestavila romana. Ne vem, ogromno je teh stvari, ki smo jih vajeni v češki literaturi, od umika do neke obsesije likov, teže bivanja, in ona je vse to neko katalizirala s to svojo ironijo. Se pravi, če je recimo še Kundera naslovil svoj roman Neznosna lahkost bivanja, potem je pa torej v času, preden na sceno stopi Pavla Horakova, vladala nekakšna, kako bi rekli, neznosna teža bivanja. Točno tako, in te teže nekako ni bilo konec. Bili so različni načini, kako se je ta teža upovedovala, ampak vedno je vztrajala, vedno je tudi se nekako, romani so se naslanjali na vse tisto, kar je bilo. Sedanjost se je razlagala s pomočjo preteklosti, ampak na res en takšen način, kot bi človek šel v temno klet. Zelo travmatično. Tako da upam, da se bo s teorijo čudnosti odprl en nov kanal na Češkem in da bodo mogoče z malo več lahkotnosti tudi ostali pisatelji začeli spremljati dogajanje v sodobni družbi.
Se pravi, če se je še pred nastopom teorije čudnosti, je nekako prevladovala ta maksima, da se sedanjost osmišlja s preteklostjo, je pa morda teorija čudnosti ustvarjalka sedanjosti, pa tudi prihodnosti, bi lahko tako rekla. Lahko predvsem pa nam daje vedeti, da vse, kar obstaja zdaj, lahko obstaja tudi v preteklosti in v prihodnosti, da je vse v bistvu, da je svet v nas, vsa preteklost in vsa prihodnost, da jo že nekako, da jo imamo že obseženo v sebi, Se pravi, te razlike, kaj je bilo prej in kako nas to določa v sedanjosti in kaj bo v prihodnosti, ona nekako briše. No, mi se v romanu srečamo se z izgorelo intelektualko Ado Sabovo. Tudi ona je mene, tako kot smo zapisali za Pavlo Horakovo, me spominjala na eno redko ptico, čeprav je njen vsakdan je po eni strani zelo vsakdani, po drugi strani pa zelo nevsakdani in poln raznoraznih čudnosti. Ona je, kot sem rekla, izgorela raziskovalka z enega takega malo obskurnega, obrobnega inštituta za interdisciplinarne študije človeka. Službeno se posveča raziskovanju medosebnih simpatij, zasebno jo pa strašno intrigirajo odkrivanja teh čudnosti. Nima prav veliko teh družabnih stikov, bolj ko ne se vse vrti okoli družine, pa potem nekih interakcij s sodelavci, preboleva eno zvezo, tako, ki se pač ni izšla, hkrati jo pač dalje bolj začne skorajda obsedati, oziroma tako zelo se ukvarja na en tak ponotranjen način z izginotjem Kasparja, ki je en tak odsoten moški v romanu. Nekako njen vsakdan se odvija med službo, pa potem njenim bivanjem doma, malo kdaj pobegne iz Prage, ampak vse to ni tista zares, mislim tako, dajva zdaj pogledati, kakšen je njen vsakdan. Ona se zjutraj, torej zbudi se, včasih prespi v laboratoriju za sanje, namreč z nekim svojim prijateljem, ki je ugotovil, da se dajo tudi sanje, namreč ona sanja zelo nenavadne sanje, ugotovil je ta prijatelj, Aleš, da se dajo sanje zelo dobro tudi monetizirati, ker potem na podlagi tega on fabricira neke take zanimive izume. No, ona se prebudi, odide v službo, vmes ima razne prebliske, razmišlja, potem pride domov, naredi, ne vem, taka bolj kot ne rutinska opravila, potem imamo skoraj pri zaključku vsakega poglavja te zelo zanimive, v bistvu duhovite, malo ironične opise Lune, to ni zdaj Luna kot pri Lorki, nek metafizičen simbol, mesec, srebrni mesec, ampak zelo nenavadne primerjave, ki opisujejo to lunino esenco, in potem ona že zaspi in spet gre v ta svet sanj. V bistvu nič kaj tako ni nekega takega osrednjega zapleta, ampak vseeno ta roman drhti od čudnosti. Mislim, kje je zdaj ta skrivnost? Da je tudi tako zintrigiral bralca, da govorimo o njem potencialno kot o velikem romanu. Mislim, kaj je skrivnost? Medtem ko se mogoče kdo drug ukvarja sodobno družbo na način neke analize političnega stanja, pa ne vem, ali bo Evropska unija razpadla ali ne bo, kaj se dogaja v Rusiji in tako dalje, ona to stanje sodobne družbe opisuje na popolnoma drugačen način. Najprej imamo to klasifikacijo vsega. Potem imamo zgradbo, ki je v vsakem od teh 41 poglavij praktično enaka, tako kot si rekla. Najprej imamo sanje, pot v službo, opažanja, pomisleke, zgodovinske dogodke, vesolje in potem se v naslednjem poglavju v bistvu vse ponovi še enkrat. Vmes Ada Sabova, se pravi junakinja, tudi vidimo, da vse ves čas klasificira.
Od nekih svojih, od telesnih zadev do opažanj, vse mora imeti red. Zakaj? Zato, ker je to edini način, da ona lahko v svetu, v katerem živimo, ki je poln, v katerem smo obkroženi z informacijami, resnicami, mnenji in tako dalje, sploh funkcionira in sploh preživi, ne. In to se mi zdi, če smo prej govorili o velikem romanu, ne, to je tisto, kar ta roman naredi, po mojem mnenju, velik, in to je tisto, s čimer Pavla Horakova res zaobjame družbo, v kateri živimo, in jo pokaže, ne da bi pri tem mogla točno z besedami in z nekimi drugimi postopki povedati, a vidite, to je pa zdaj, ne, v takšnem svetu živimo. Ona to v bistvu takole lepo vplete noter v zgradbo samega romana, zato vsa ta ponavljanja, zato vso to plastenje, ne. Zdaj, zakaj ta roman tako potegne, ne, je pa mene osebno je zato, ker sem se lahko zelo, mogoče tudi kot ženska, ne vem, poistovetila z glavno junakinjo, z njenim razmišljanjem, z njenim doživljanjem in z njeno izjemno iskrenostjo. Ker ona opisuje samo sebe, svoje opažanje na en tak način, ki se ga mogoče kdaj tudi sramujemo, ne. Zanimivi so mi res te opisi telesnosti, ki so v češki literaturi zadnjega časa izredno redki, ne. Mogoče bi lahko včasih izpadli že malo tako na robu, ampak ona hkrati s tem svojim znanstvenim jezikom spet katalizira to mogoče neprimernost, ne. In zgodba kljub temu, da nima nekega osrednjega zapleta, da se veliko stvari dogaja, ampak se res v bistvu nič tako konkretnega ne zgodi, vseeno pelje naprej, ne. Jo živimo, tako kot pač tudi sami živimo iz dneva v dan neke vzorce, ne, jih ta knjiga preslikava na način, da beremo in se čudimo, kako zelo je podobna našemu življenju in našemu vsakdanu, ne, kljub temu, da živimo mogoče čisto v neki drugi deželi in da se ukvarjamo s čisto nekimi drugimi stvarmi, ne. Ampak ta povezava, ta intimna vez, ki jo ona ravno s tem vzpostavi z bralcem, je zanimiva, no, ker se mogoče bralec čuti povezanega z Ado Sabovo, da sta si na neki način zelo, zelo podobna. Ja, zagotovo, ravno skozi to nepretencioznost. Tudi navdušuje, navdušuje, privlači oziroma te nagovori, kako ona nima te pretencioznosti v bistvu, to pomanjkanje pretencioznosti. Seveda, ja, jezik res je intelektualen, je včasih tudi znanstven, ampak vedno s to humorno ali pa ironično noto, in je potem zelo osvežujoče, zelo pride tako nezatohlo, no, tak je občutek bil nekako. Pa hkrati nič ni postavljeno na nek vrednostni piedestal. Niso zdaj recimo neki vzvišeni ali pa strašno poglobljeni akademski diskurzi, niso več vredni ali pa tudi ne manj vredni kot recimo ezoterika ali pa ta svet san, o katerem smo že govorili. Vse v bistvu biva enakovredno drug ob drugem in to je na nek način ob vsem tem, kot si rekla, bombardiranju z informacijami, osvobajajoče, mislim, da za bralca. Kako si ti to doživljala? Ja, predvsem mi je bilo všeč, da ona ne vzpostavlja nekih vrednostnih lestvic, ne. Mislim, da smo okoli sebe imamo vedno neke prave resnice, ne, pa prav način življenja, pa kaj bi morali in kaj je bolje in kaj je slabše, medtem ko ona na koncu v bistvu reče samo, v bistvu je vse isto. V bistvu sploh ni pomembno, a ne, ali je zdaj ezoterika, ali je znanstvena razprava, ali je neki kvazi ali ne, ona pač z jezikom, a ne, obravnava vse enako. Tako da svet je pač preplet, a ne. Tudi pač ona ne zrcali družbe skozi neki izsek realnosti, a ne. Ona samo pač opazuje dogajanje in spoznava ustroj tega sveta. Kar se mi zdi pač zelo simpatično, a ne, brez vrednostnih nekih, mislim, brez vrednotenja, ne.
Res je simpatično, je pa tudi zelo zanimivo, kako ona rahlo karikira, oziroma kako prikaže ta lik srednjeevropskega intelektualca. Ne, navajeni smo pač neke ali vzvišene drže, potem oziroma vzvišene. Skratka, je postavljen v naši tej srednjeevropski percepciji tak človek, ki je intelektualec, še vedno na nek piedestal morda, mogoče si ga tudi predstavljamo kot nekoga, ki gre v tem finančnem smislu precej težko skozi življenje, sedaj pa na tem inštitutu za interdisciplinarne študije nenadoma postane tak lik intelektualca. Mislim, najboljši intelektualec je tisti, ki zna najbolje pridobivati sredstva iz javnih virov in se potem pač temu nasmejimo od srca, ampak tudi rečemo, ja, saj nekaj resnice je pa tudi v tem, ker ne nazadnje, saj smo tudi mi na založbah, pa verjetno še kje druge v inštitucijah pač v podobnem položaju. Skratka, osvobajajoče je to in to je ta ton, no, ki torej skozi branje vzpostaviti nek ironičen ali pa malo distanciran pogled od tega. Ja, točno to, a ne. Se pravi, znanstveno je lahko pravzaprav vse v današnjem svetu, kar se kot znanstveno izdaja, a ne. Če zapakiraš to v neko besedilo, v nek način govora z nekim glasom, a ne, lahko prodaš praktično karkoli, a ne. Tako da mislim, da je to zelo dobro opisala in tudi meni je bilo zelo všečno ta akademska sfera, a ne. Tako kot si rekla, ne. To mislim, za moj okus je bil to en najbolj simpatičnih pač plasti, no, bi rekla, to parodiranje tega sveta v romanu. Avtorica sama je pa rekla, da mislim, da sem napisala realistični roman s primesmi magičnega realizma. Ne? To je to skrivnostno, ki podrhteva v stvareh. Ne? Pri magičnem realizmu, recimo spomnim se več tega primera, dobro, magični realizem je, seveda ga lahko pozicioniramo tudi med neka staroselska ljudstva, ki drugače vidijo realnost, ne? Ampak tukaj je pa ta primer, je pa recimo neke primesi magičnega realizma so lahko prisotne ravno skozi to odprtost do čudnosti in do nenavadnosti. Zdaj me pa zanima, ne, kolikokrat se pa pred takimi čudnostmi in nenavadnostmi znajde prevajalka, ko išče, ko mora iziti iz kakšne jezikovne zagate pri prehajanju iz enega jezika do drugega. Mislim, mi vemo, da je vsak prevod salto mortale, torej ta skok v bistvu obsojen na to, da ti malo spodleti, vemo ta krilatica izgubljeno s prevodom, hkrati je pa marsikaj tudi pridobljeno s prevodom. Jaz imam velikokrat občutek, ko berem torej dela založbe Sanje v prevodu naših odličnih prevajalk, tudi ti si ena izmed njih zagotovo, da so vam pa velikokrat in v večini primerov ogromno posreči in da nenazadnje gradite te mostove med različnimi kulturami. Skratka, čudnosti pri prevajanju me zanimajo. Njihova privlačnost ali pa njihova napornost? Mislim, da je ena največjih čudnosti pri prevajanju to, da dokler ne začnem prevajati, se vedno zmotim, katera knjiga bo enostavna za prevajanje in katera mi bo vzela več časa in več energije, ne. To je taka mala skrivnost, dokler ne prevedem prvega stavka, si lahko mislim karkoli, pa se to potem velikokrat izkaže, da sem se zmotila, ne. Mogoče je to malo tudi povezano s češčino, ker je češčina en tak zelo živahen jezik, in se da z obračanjem besed in z raznimi intonacijami popolnoma spremeniti pomen, a ne. Tako da je potrebno kar veliko snutkov, no, da se mi zdi, da potem na koncu nekako ujamem ali pa poskušam ujeti stvari tako, kot se mi zdijo, da bi v slovenščini lahko funkcionirale, a ne. Se pa zato tudi malo bolj nagibam nekemu takemu
kako bi rekla temu, ne ravno svobodnemu prevodu, ampak nimam veliko problema obrniti stavke malo okolno, da bi bolje funkcionirali pa v ciljnem jeziku. Ampak kar se čudnosti tiče prav pri Horakovi, no, je bilo pa ironije in humorja ni enostavno prevajati. Ampak mislim, da že ko sem jo brala, brala je pa nisem zato, da bi jo hotela prevajati, ampak predvsem zato, ker mi je bila všeč knjiga, sem imela občutek, da se njena govorica oziroma ta govorica Ade Sabove nekako ujema z jezikom, ki je meni blizu, z načinom izražanja, ki mi je blizu in se mi je zdelo, da bi mogoče bilo zelo zabavno se s tem bolj ukvarjati. In je bilo zelo zabavno in sem se z veseljem intenzivno s tem ukvarjala. Pa to se tudi čuti pri samem branju zagotovo. Nekaj me zanima, meni se velikokrat, ko poslušam te, recimo, češke šansone, na primer, ali pa že ko bereš te, pa poskušaš, seveda se trudiš, naglasiti pravilno češke besede, ampak tako iz samega zapisa pa intonacije se mi ta jezik velikokrat zdi zelo igriv, zelo s posluhom za humor. Kako ti čutiš to razliko med češčino in med slovenščino? Meni se zdi, kot da je vse v češčini, mislim, vse kot neka igra, no, celo zelo resne bivanjske teme, tudi lahko duhamorne, kot smo malo prej slišali, da je bila češka literatura še nedavno en sam kot en sprehod v temno in v mračno in hladno klet, ampak vendarle ta humor, ta svežina. Imaš tudi ti ta občutek? Mogoče nekoliko manj, zato ker sem se že navadila vseh njihovih pomanjševalnic in teh zmehčanih glasov, ki jih uporabljajo, tako da se mi včasih že bolj zdi, da je češčina mogoče malo melodično siromašna v primerjavi s tem, kar se mi je zdelo pred, 10 ali pa 15 leti. Ampak ne razlikuje se pa zelo od slovenščine v smislu, da se tudi v slovenščini da z jezikom lepo igrati, ne. Je pa res, da pač češčina je igriva, no, ne bom rekla, da ni igriva, ampak vseeno se mi zdi, da po nekem določenem času začneš jezik dojemati mogoče malo drugačno, da se ta pravljičnost iz njega malo porazgubi. No, zato je pa morda pametno se seliti sem in tja, da lahko vsakič znova začutiš jezik na novo. Zdaj sva spregovorili malo o tej češki panorami. Kako pa je v Grčiji, kako je v Atenah? Mislim, vemo, starodavno mesto, pravi blodnjak. Kakšno pa je tam literarna scena, literarno dogajanje, morda v primerjavi s Prago, v primerjavi s Slovenijo, in nasploh kakšen je občutek v tem času lockdownov? No, v Sloveniji se sedaj počasi regije spet odpirajo, upamo, da se bodo z odprtimi regijami, da bodo odprta tudi srca in pač to bi moralo soditi zraven. Kako pa je v Grčiji? V Grčiji je, kar se te trenutne situacije tiče, bolj slabo. Jaz mislim, da se vedno uspem seliti nekam, kjer je tisti trenutek najhuje. Je pa tukaj, recimo, primer, tukaj je potrebno za vsak izhod iz hiše poslati SMS sporočilo, v katerem se tudi navede, kaj je tvoj razlog, izhoda iz hiše. Ljudje se pa nič kaj posebej ne pritožujejo nad tem, ne. Jaz mislim, da v Sloveniji ne vem, če bi šlo to skozi, no. Ampak tukaj je pač tako, se pa ljudje zelo pazijo, še vedno vsi nosijo tudi rokavice in je tako zelo, ne, mislim, glede na to, da so Atene precej veliko in dokaj umazano mesto, so ljudje izredno pazljivi
in zelo skrbijo za tole higieno, še posebej zdaj v teh časih. A ne? To je, kar se tiče trenutne situacije. Kar se tiče literarne scene, bom zaenkrat težko še kaj posebnega komentirala. Bila sem na par literarnih večerih, ki so bili zelo komorni in takšni resnobni, ne, po grško resnobni mogoče. Se mi pa zdi sicer, da, in tako, ko sem se mogoče pogovarjala tudi s temi, ki se na to malo bolj spoznajo, so Grki izredni pesniki, pa mogoče ne tako dobri prozaiki. Ne? In tudi zanimivo mi je, da medtem ko recimo povsod vidimo ljudi na plaži brati romane ali pa vse kakšno takšno literaturo, da pa Grki radi posežejo po poeziji, ne? In ni namenjena samo nekim posvečenim bralcem, ne? Ampak je tako zelo prisotna v vsakdanu Grkov, ne? Ravno ta poezija. No, ti si v zaključku spremne besede krasno napisala, da nas nobena izolacija ne more zares izolirati, ker smo povezani in da nam to govori tudi teorija čudnosti. Praviš pa, da je teorija čudnosti tudi roman o svobodi. O tem, kako je težko izstopiti iz sistema, ampak nazadnje pa na koncu pa glavni junakinji Adi Sabovi to vendarle uspe. Mi si samo še medsebojno zaželimo, da bo tudi nam uspelo stopiti iz tega vlaka nenehnih sproščanj, pa potem spet zapiranj, pa spet sproščanj, pa spet zapiranj. Anjuša, vsi mi tukaj v studiu Noči knjige in v studiu Sanje ti želimo še naprej lepa potovanja med vsemi temi prostori in naj jih še naprej tako navdihneno in tudi s takimi odličnimi spremnimi besedami moram res dati iskren kompliment, naj jih naseljuje tudi tvoje prevajalsko pero. Tako da res najlepša hvala in evharisto in res en lep pozdrav v Atene. Najlepša hvala vam in tudi vam čestitke ob novi, sveži knjigi Teorija čudnosti.